vzel mi je okoli 40 000 evrov, od tega stanovanja ni nič. To je gospa Roza Barišič. Leta 2002 se je ujela v past razvpitega gradbinca Nenada Francuza. Prodala je svoje stanovanje, kupnino pa izročila kot avans. Da mi naredi večje stanovanje. Adijo denar, pozdravljene nove obljube. Ponujal je stanovanje v Izoli, Žusterni, Šmarjah. Vsa ta stanovanja so bila pod plombo. Kot pravi poslovnež je gospe kot garancijo za posel ponudil celo stanovanje v Piranu. Z napako. Vsa stanovanja so pod plombo. Z notarskim zapisom pa se je zavezal, da bo Barišičevi do konca gradnje novega stanovanja plačeval najemniško stanovanje. V zadnjih 5 letih ne plača nič. Francuz se ne oglaša na telefone, ali ima izklopljenega, ali se ne oglaša, ali številka ni dosegljiva, ali številka sploh ne obstaja. Zato smo ga šli poiskati in ga tudi našli. Dobar dan, Evgenija Carelj, Televizija Slovenija. Vam je znano ime gospa Roza Barišič? Ne imamo stop. Vam ni znano ime? 40 000 evrov ste ji dolžni, obljubili stanovanje. Slušaj, da ti kažem, napravio sam joj sinu kuću. Sodišče je odločilo, da ji morate dati. Izterjavajte. Prekinite, nemate prave snimati. Se ne oglašate na telefon. Zakaj golfate ljudi? Jedi govna. Kaj golfate ljudi? Rekao sam jedi govna. Sodišče je odločilo. Nema veze. Ni prvič. Rušijo vam gradnje. Duše, volite situacije vani. Zamarali to. Takih in podobnih grehov ima Francuz za celo kompilacijo. Kupuje stara stanovanja in hiše, na črno naredi iz večjega več manjših, jih proda, inšpekcija nato kupcem ruši, jemlje avanse za prazne obljube, po trenutni potrebi ustanavlja in zapira podjetja. Bo gospa Roza sploh še kdaj videla svoj denar? Upamo staviti, da ne. Sodišče je zaustavilo rubež Francuzovega premoženja, ker je iznajdljivež oklical osebni stečaj. Ali mi pusti slušalko, ali mi pove toži me. Za sistem je torej Francuz revež, socialni problem. Za sistem v resnici služi naprej. Preko podjetja Dika d.o.o. v lasti njegovega brata. Podjetje od sredine oktobra v stečaju. Toda poglejte, kdo je vodja gradbišča. Nenad Francuz. Barišičevega je naznanila organom pregona, vendar je tožilstvo vadbo zavrglo. Dovolj dokazal, da ni. Notarski zapis je tukaj, nič ne govorim na pamet. Barišičeva bo zdaj zasebno tožila, v neki drugi zadevi pa je Francuz že pravnomočno obtožen za poslovne goljufije. Zato ne nasedajte tej osebi in njemu podobnim. Impotentna slovenska zakonodaja jih je naplavila za cel bataljon.